Pozdravljeni. Po veliki nagradi Emilia Romagna je prišlo kar nekaj vprašanj in pobud, zakaj Lewis Hamilton ni bil kaznovan, ko se je vzvratno vrnil na progo. In danes si bomo pogledali, zakaj. Pogostokrat se zgodi, da v raznih medijih prebiramo zgodbe, kako so tisti razsodniki na dirki za veliko nagrado odločili malce proti pravilom nekomu v prid. In pri razlagi določenih dejstev se uporablja tudi kakšenkrat ogromno fantazije. A danes si bomo pogledali, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli in ne samo primer Lewisa Hamiltona, in skušali bomo razumeti, kako delujejo posamezna pravila v Formuli 1 in principi. Namreč dostikrat se zgodi, da se pravila razlagajo malce poenostavljeno, da ne bom uporabil izraza po domače. Kolikokrat ste slišali, da v Formuli 1 je prepovedano voziti vzvratno? No torej, zakaj imajo na to vzvratno prestavo, če jo ne smejo rabiti? In seveda imamo še kar nekaj takih primerov. Pojdimo lepo po vrsti. Najprej je treba ugotoviti, kje v pravilniku so tisti členi, ki pravzaprav omejujejo vožnjo na sami veliki nagradi. Če vzamemo športni pravilnik, bomo hitro videli, da je vožnja na splošno opisana v 27. poglavju. In to poglavje je izjemno kratko, ima 4 člene. In če smo pravzaprav natančni, epizoda, ki smo jo videli na dirki, je tista zajeta v 3. in 4. členu. Seveda, sedaj se bomo vprašali, je sploh vzvratna vožnja prepovedana? Eksplicitno ni nikjer prepovedana. Ampak vožnja bolida Formule 1 ne sme biti prepočasna, zmedena, torej da bolid vijuga levo in desno in tako povzroča nevarno situacijo, ter seveda sama po sebi nevarna. Smatra se lahko, da je vožnja nevarna, če nekdo vozi vzvratno, naprimer po pit laneu, kot so pravilno določili pri primeru Nigela Mansella. Ampak tudi nevarna vožnja je, če nekdo vozi naprej, ampak v napačni smeri, in mislim, da smo razumeli, zakaj gre. Torej, eksplicitno vzvratna vožnja ni prepovedana. Torej, kaj je napravil Lewis Hamilton tako napačnega? Nekdo izmed vas je pravilno ugotovil, da edina stvar po pravilniku, kjer bi lahko diskutirali, je tisto njegovo vračanje na progo. A prvič se moramo vprašati, kaj je storil napačnega. Se ne bi smel vrniti na progo? Namreč v členu pred tistim že citiranim v 3. členu lepo piše, da če voznik zaradi takega ali drugačnega razloga zapusti progo, se lahko nanjo vrne, samo če je to varno in ne pridobi nobene trajne prednosti. In seveda, Lewis Hamilton je napravil napako, zapustil je progo in kot smo videli, ima pravico, da se nanjo vrne. Zapeljal je vzvratno, kar nikjer ni eksplicitno prepovedano, in vrnil se je na progo. Zelo zanimivo vprašanje nekoga izmed vas je bilo, ali ni bilo tisto vzvratno vračanje na progo nevarno. In sedaj v tem primeru si bomo pogledali fotografije njegovega vračanja. Žal posnetka vam ne morem pokazati, ker nimam pravic. A opazili ste, da se je Lewis Hamilton ustavil na zunanjem delu ovinka. In mislim, da je vsakomur izmed nas jasno, da je linija skozi ovinek tista, ki pelje od zunanjega roba na vhodu do notranjega roba na vrhuncu in to spet na zunanji rob na izhodu.
torej v točki blizu vrhunca, kjer je Lewis Hamilton vzvratno zapeljal na progo, je bil daleč od linije. Tudi če je nekdo šel mimo njega, mu Lewis Hamilton ni presekal poti in mu ni bil v oviro. Torej, po mojem osebnem mnenju, njegovo vračanje na progo je bilo seveda skladno s pravilnikom. In pravilno je bilo tudi, da tisti komisarji, ki so določeni za preučevanje takih primerov, sploh niso reagirali. Seveda, poznavanje pravil je tisto, ki omogoča, da se jih izkoristi do maksimuma. Mi smo videli to samo pri Lewisu Hamiltonu, tudi naprimer pri Fernandu Alonsu in naprimer Michaelu Schumacherju. A pustimo sedaj to. A sedaj si bomo ogledali dva primera, ki nam bosta skušala nekako prikazati, zakaj je bilo početje Lewisa Hamiltona v bistvu skladno s pravilnikom. Prvi bo vezan prav tako na veliko nagrado Emilia Romagna. Namreč imeli smo primer, ki prav tako ni bil preiskovan, a je bil potencialno bistveno bolj nevaren. V začetni fazi dirke, če se spomnite, je Mick Schumacher prav tako izgubil oblast nad svojim bolidom, trčil v zaščitno ograjo in se vrnil na progo. Le da se to ni zgodilo na izletni coni, temveč na tistem izhodu iz boksov. Seveda, izgubil je prednji aerodinamični profil, poškodba podobna tisti Lewisa Hamiltona, a s svojim manevrom je praktično zaprl vstop in izstop iz boksov. Še več. Obrnil se je, seveda s pomočjo moči svojega pogonskega sklopa, pravzaprav na potencialno izjemno nevarnem mestu. A seveda, nič takega in nič tragičnega. Šlo je za zadevo, ki je med dirko Formule 1 nekako pričakovana. Ni bilo kakšne velike možnosti, da bi nekdo priletel vanj in komisarji niso zadeve obravnavali. Enako ne kot v primeru Lewisa Hamiltona. In seveda ne moremo mimo tistega najbolj očitnega primera. Velike nagrade Kanade leta 2019. Tam je bilo jasno, da prvič je Sebastian Vettel nevarno se vrnil na progo, kajti stisnil je Lewisa Hamiltona ob zid, šel je na linijo in pridobil je tisto trajno prednost, kajti svojega nasprotnika je dobesedno potisnil nazaj. In mislim, da v tem primeru v Kanadi je lepo vidno, zakaj je bila tam kazen upravičena, tu na veliki nagradi Emilia Romagna pa ne. Druga točka, pri kateri bi se ustavil, je pa tista, kjer mnogi navdušenci trdijo, da Lewisu Hamiltonu se pogostokrat dobesedno pogleda skozi prste. A v Formuli 1 imamo kar nekaj varnostnih mehanizmov. Seveda, varnostni komisarji so tudi ljudje in lahko se zgodi, da bi kaj spregledali. A zato imamo direktorja dirke. Kolikor on opazi kako nepravilnost, lahko javi komisarjem, da se je nekaj zgodilo, kar morajo preučiti. Nato odprejo preiskavo in se odločijo, je to zadeva, katero velja preučevati in če je, kakšna je sankcija. Seveda, če je potrebna. Poglejmo lep primer z iste dirke. Yuki Tsunoda, kateri je kljub opozorilom neprestanoma kršil tisto mejo proge, kot so je bilo napisano v navodilih vodje dirke. Seveda, bil je opozorjen, dobil je tisto belo-črno zastavo, nato je bilo njegovo početje javljeno komisarjem in dobil je pribitek na čas. In tu mislim, da nihče nima kaj za pripomniti. Kolikor bi Hamilton napravil kaj proti pravilom, bi ga lahko direktor dirke prijavil. Ni dovolj. Prijavil bi ga lahko vsakdo izmed nasprotnih ekip, kolikor bi kršil pravilnik. A ker se to ni zgodilo, kršitve ni bilo. In seveda, rezultati so sedaj dokončni.
In upam, da smo razumeli, da marsikdaj v Formuli 1 so pravila medlo zapisana. Razumeti moramo, da športni pravilnik zajema ogromno stvari, čeprav je sorazmeroma kratek. Če štejemo še tiste strani, kjer so zavzeti vsi obrazci, ima 88 strani, če se ne motim. No, v športnem pravilniku imamo člene, ki nekako zavzemajo vse od barvne sheme bolida, tiskovnih konferenc in tudi vse procedure vezane na primer na podelitev nagrad. Poleg tega, kot ste videli, še vožnjo, še režim varnostnih avtomobilov in še bi lahko našteval. Nekatere zadeve torej so lahko tudi malce preveč posplošene. Po drugi strani so druge zadeve izjemno dobro kodificirane, vsaj kar se tiče tistih varnostnih zahtev. In prav tu na veliki nagradi Emilia Romagna smo imeli tak primer s Kimijem Raikkonenom, kateri je bil kaznovan po dirki s 30 sekundami. Namreč pod režimom varnostnega avtomobila se je zavrtel tam na tamburelu in izgubil je mesto, logično. A pravilnik pred ponovnim štartom mu dovoli, da zavzame spet tisto svoje prvotno mesto. Kolikor mu to ne uspe, mora iti skozi pit lane in počakati, da gredo vsi mimo. In seveda, Kimi je bil 7., preden se mu je zgodila tista nezgoda na tamburelu. Pri ponovnem štartu je bil na 8. mestu in ni šel skozi bokse. In to po navodilu lastnih inženirjev, ki so bili zaskrbljeni zaradi tega, ker prehitevati po mokri progi bi lahko bilo nevarno. Vodstvo dirke ni reagiralo in tu je bila napaka Michaela Masija. A vseeno, komisarji zaradi tega, ker je bil člen pravilnika kršen, so Kimija kaznovali, čeprav so se zavedali dejstva, da je bila kazen bistveno prehuda, a imeli so zvezane roke. Pravilnik je tu jasen. In seveda, pravilnik se spreminja. Ne moremo primerjati tisto, kar se je zgodilo naprimer v sezoni 1989 s tistim, kar se je zgodilo v sezoni 2021 po istem pravilniku. Potrebno je pogledati, kaj je pisalo takrat in kaj piše danes. A vseeno ne smemo zadev posploševati in si misliti, da so zadeve take, kot nekdo govori. Treba je pogledati člen in treba je biti objektiven. Lewis Hamilton je lahko nekomu všeč ali ne, ampak to še ne pomeni, da nekomu gledajo skozi prste. Namreč sam po mojih izkušnjah bi vam lahko naštel kar nekaj primerov, ko so Sebastianu Vettlu pri Ferrariju spregledali očitne kršitve, ki jih naprimer Lewisu Hamiltonu niso. A to je moj subjektiven pogled. Kar se tiče dogodkov iz velike nagrade Emilia Romagna, upam, da sem bil dovolj nazoren in da sem nekako prikazal svoj pogled. Vam se pa zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim lep dan.